zahodnih in južnih Slovanov. Študija podaja primerno območje jezikovno delitev in Slovenci smo seveda uvrščeni v zahodni del, ne pa v južni, tako kot pri nastopu. Primerjava 39 starih in sedanjih jezikov. Torej, zanimivo, temne se bo sledilo. Temne gor je slovenščina, temne gor je katalonščina in pa spodaj danščina. To so jeziki, ki imajo najboljše povezave z sorodnimi jeziki. Slovenščina tukaj izrazito odstopa. Poglejte, 326 pa 318, kakšna razlika je? 276 pa 271. Pri katalonščini pa italijanščini je samo ena razlika, pri nemščini pa danščini pa tudi samo ena razlika. No, izjemno slovenščine. Tele so zanimive, vedete. Torej, gre za povezave slovanskih jezikov, to sem že prej omenil, z staro-indijskimi jeziki Vede in pa z normiranim jezikom sanskrt iz 5. stoletja pred Kristusom. Torej, izstopa slovenščina s 13 povezavami, sledi slovaščina in srbo-hrvaščina 10, bolgarščina, makedonščina in rezijanščina z 9 povezavami. No, če pogledate, zanimive so statele dve koloni, ne? Torej, vedski jeziki, ki so se sliši? Vedski jeziki, ki so starejši, in pa sanskrt. In pogledajte, mikrofon je treba govoriti. Ja, se najbolj pokazilo. Tako je. Torej, če primerjate tehle 13 z najvišjimi latinskimi 4, vidite, da je približno razmerje 4, če primerjate pa tukaj, vidite pa, da je razmerje 2, če primerjate pa nemščino, ko sem pa že prej omenil, pa praktično nima povezave. Enako tudi grščina, ne? Grščina, torej v grščini so to tujke, ki so jih prejeli tudi romanski in pa germanski nekateri jeziki. Zdaj, ki so ti tujke prišle, a so originalne grške, a ne, to pač jaz ne bom sodil, lahko da so, lahko da niso. Kelti na slovenskem. V našem znanstvenem okolju se pojem Kelti žal mnogokrat uporablja nasprotno z znanimi dejstvi in znanstvene etiko. Še največ dokazov je, da so bili Kelti pretežno srednjeevropske slovanske etnije tistega časa in romanske skupine v jugo-zahodni Evropi. Kaj gremo naprej? No, tule imate zanimivo, Slovenci smo bili že od nekdaj, že od Venetov, že od Homerih in bih Venetov, znani kot ljubitelji in vzrejevalci konj. Tule vidite, da na teh noriških novcih imate kar lepe koničke. Vsi so obrnjeni v levo, tako kot so obrnjeni venetski napisi. Razni tile trije so obrnjeni v desno. Tule boste zelo malo videli, ampak gledajte, torej, to, kar sem jaz povedal o Keltih, je lepo okarikteriziral vodilni britanski železodobni arheolog, profesor Univerze v Sheffieldu, John Collins. Torej, gre za to, samo tele mu povedal, gledajte, stališča, nikoli, inovacija, izum, zmote, zopet inovacija, napačne interpretacije. Torej, tole o Husini sem že povedal, ne bom ponavljal. In na koncu, da večini literature o Keltah prevladujejo breznarodni, brezčasovni Kelti, skratka neka megla v neki magli.